glede na to, da se bliža referendum o zakonu o malem delu, da gre za zelo aktualno vprašanje, smo se v Zboru za Republiko odločili, da bomo dali v javnosti izjavo o svojem stališču do te problematike. S tem področjem se je, oziroma s tem zakonom se je nekoliko bolj intenzivno ukvarjal kolega dr. Matej Makarovič, zato bom na začetku kar njemu predal besedo, da predstavi stališče Zbora za Republiko o zakonu o malem delu. Izvoli. Ja, hvala. Prav lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. V glavnem, mi danes v Sloveniji žal vsekako živimo v vzdušju neke precejšnje naveličanosti, vzdušju, ko se nekako ljudem zdi, da imajo vsega dovolj vlade, dovolj politikov, dovolj čudnih zakonov, afer, tudi morda referendumov. No, dejstvo je seveda, da apatija ni rešitev iz te situacije, nič ne bo pomagali, če bodo ljudje nezadovoljstvo izražali tako, da ostanejo doma ob referendumu. Mi verjamemo, da je pomembno, da volivke in volivci dejansko izrazijo svojo voljo, torej da pridejo na referendum, glasujejo tako, kot verjamejo, da je prav. Mi bi danes povedali nekaj o tem, kaj je po našem mnenju najbolj pravilna izbira. Mimo grede, še to, slišimo pogosto očitke, da je referendumov preveč, da veliko stanejo. Res je, demokracija nekaj stane, ampak če so pa sprejete v politiki slabe rešitve, je pa lahko cena tega še toliko večja. No in ravno zakon o malem delu po naši oceni spada med take izrazito slabe rešitve, je primer zakona, ki namesto, da bi ljudem življenje olajševal, ga dejansko samo še bistveno otežuje. Dejansko se je žal sedanji vladi posrečil še en zakon, ki nekako hkrati škoduje skoraj vsem kategorijam prebivalstva. Prav gotovo je škodljiv za študente. Mi seveda smo prepričani, da sedanje stanje na področju študentskega dela je daleč od tega, kar bi si želeli. Sigurno bi si želeli, da bi slovenski študenti rabili med študijem manj delati, da bi hitreje doštudirali, da bi hitreje prišli do zaposlitev, ki so kakovostne in ki prinašajo dodano vrednost. Ampak seveda to je nekaj, kar se ne bo doseglo s pomočjo omejevanja, kar prinaša sedanja ideja zakona o malem delu, ampak predvsem s tem, da se odpira nove možnosti, da se preprečuje zlorabe, da se odpira neka boljša politika štipendij. Nič od tega seveda nam zakon o malem delu ne daje, ampak kvečemo, kot rečeno, študentom jemlje. Potem so tu zaposleni, kljub temu, da zakon sicer postavlja omejitve glede tega, koliko malih delavcev lahko posamično podjetje zaposli, pa vendar so ti deleži dovolj veliki, da lahko kar znaten delež sedaj zaposlenih, predvsem tistih z nižjimi kvalifikacijami, tistim, ki imajo že zdaj toliko nizke dohodke, dejansko se spremeni v male delavce in seveda s tem izgubi pravice, ki jih imajo danes. Tudi za brezposelne po naši oceni predstavlja ta zakon predvsem grožno, da se jim zaposlitev samo še toliko bolj oddalji, oziroma da se jim bo namesto redne zaposlitve nudilo neke male nadomestke, ki pa seveda ne morejo biti pravo nadomestilo za neko varno, trdno, kakovostno delovno razmerje. No, še posebej pa mogoče opozorilo na past, ki se tukaj lahko skriva za slovenske upokojence. Namreč pogosto se sliši, da so upokojenci tisti, ki imajo od tega nekak korist, češ, da se jim odpre neka dodatna možnost za delo. Ampak tu je treba seveda opozoriti na to, da lahko malo delo zlahka postane opravičilo za mizerno nizke pokojnine.
Tukaj treba vedeti, seveda tudi upokojenci so raznih vrst. Zdaj, seveda, profesori, kot je Ivan Svetlik, ali pa kot sva tudi tukaj prisotna s kolegom Virantom, bomo najbrž z veseljem delali do smrti, nas to ne bo motilo. Medtem ko recimo upokojenec, ki je pa predtem garal v neki tovarni, opravljal neka težka, naporna, uničujoča fizična dela, pa najbrž ne mobil kakšnega hudega veselja, da bi, recimo, tako kot gospod Svetlik, naprimer, imel veselje delati tudi po upokojitvi v neki zelo veliki meri. Skratka, bilo bi zelo nevarno, da malo delo postane potem lahko nek alibi, opravičilo za nizke penzije, če se bodo že upokojenci si z delom ustvarili preostane, kar potrebujejo. In končno, tu ne gre samo za problem posamičnih kategorij, tukaj tudi za odnose med njimi. Na nek način nas tukaj skrbi, da bi se lahko s tem novim zakonom tudi dejansko porušili neki solidarnostni odnosi med generacijami, ker se vzpostavi čisto po nepotrebnem neko novo rivalstvo, ko se tako rekoč otroci, sinovi, hčire, vnukinje, dedki, babice, očetje in mame tako rekoč borijo za tako rekoč ista, ampak hkrati razmeroma skromno plačana dela. No in končno, niti podjetniki, predvsem mali podjetniki, obrtniki s tem ne bodo pridobivali, bodo bolj zgubljali, še posebej, ko se bodo soočali v spopadu z birokracijo in dodatno birokratizacijo, ki jo ta zakon po naši oceni prinaša, o čemer pa lahko prav gotovo kot strokovnjak za to področje več pove kolega dr. Virant.